Že, dragi moji, in lepo pozdravljeni, kako ste? A ste v redu? Upam, da ste. Smo v veselem decembru, letos malce drugačen, kot smo morda pričakovali na začetku leta, pa vendarle, zanimivo drugačno je pa vsekakor bilo, ne? Skratka, danes se ti oglasim, posnela sem tole video učenje in sicer na vašo željo, na tvojo željo. Poslali ste mi dejansko neka e-sporočila in ste prosili, če lahko malce bolj preprosto, pa malce bolj na kratko, se bom potrudila sicer to, povem, kaj je ta velika poravnava, v kateri zdaj že čivkajo vsi zimski vrabci, Saturna in Jupitra, ki prihaja, to pomeni 21.12. Definitivno z veseljem posnamem to video vsebino, pa ne samo to, da ti bom povedala, kaj bo prinesla ta poravnava, ampak bi te rada nekako potem tudi usmerila, kaj delati naprej. Prva poravnava, ki je bila nekako ključna, brez katere niti ne gledamo to poravnavo, ki prihaja, se je torej zgodila v začetku leta. In to je bilo 10.1.2020, tisti vikend sta se torej v 2 dneh poravnala Pluton in Saturn. In mi smo takrat govorili, da bo prišlo do velike transformacije. Mi smo imeli takrat dogodek v hotelu Intercontinental s 400 ljudmi. In jaz sem takrat rekla, da bojo res izjemno velike spremembe, da bo transformativno in tako naprej. Mislim, da je bilo celo takrat, da je bilo prvič uradno zavedeno, prav tisti dan, da je bilo upisano ta pojav tega koronavirusa, ki je potem seveda naredil, kar je naredil in je šlo, kar je šlo. Poravnava samega Plutona pa Saturna vedno, to je kako, veste kako bi vam rekla, da pravim čim bolj preprosto, kot da bi nekdo vrgel žigalco. To vse, kar se ima za požgati, se požge. Vse, kar ni v tvojem nekem dušnem namenu, pa tako naprej se požiga. Ok, to je sicer neka taka lepa romantična predstava, da je to dobro, verjamem pa, da kot človek dostikrat ne dojameš, da je to super, pa da bo zaradi tega tebi nekaj dobrega iz tega prišlo ven. Poravnava Jupitra pa Saturna je dejansko zdaj kontraaspekt tega. To pomeni, da vse, kar se ti je požgal, gre tebi zdaj to v pozitivno frekvenco. To je dobra novica. Definitivno bi pa rada dala podnapise. Če si ti v tej prvi poravnavi iz transformacije ven prišel, v občutek, da te nekdo premlatil, utrujen, apatičen, če si imel občutek, da je vse brez veze, brez zub, koliko je vse, razumeš, katastrofalno, potem poglejmo, zakaj hočemo definitivno tokrat postaviti nek drug odnos in energijsko delati. Če si ti prišel do konca leta popolnoma izčrpan energijsko in na zelo nizki manifestacijski moči, Jupiter, ki se poravna z Saturnom, je pa planet zmage. Morate nekaj vedeti, to se ne bo zgodilo samodejno. Mnogi ljudje pričakujejo, ko so si prebrali, da je Jupiter planet zmage, kar tudi je. Jupiter je ultimatni planet zmage pa pozitivnega. Saturn je pa planet reda, discipline, organiziranosti. In zdaj, če samo njo pogledam, ok, to pomeni Jupiter, to je totalna zmaga, obilje, denar, bogatstvo, karkoli hočeš, sploh zato, ker je tam red, disciplina in tako naprej. Ok, to sta ona dva v svoji samostojni energiji, to definitivno drži. Ok, ampak zdaj, če to je njuna frekvenca in to je zelo visoka frekvenca. Zdaj pa, če ti prideš na nizko frekvenco tja, ljudje kar mislijo, da lahko potem taka poravnava tebe zagrabi in te dvigne in samodejno naredi stvari za tebe, nič ti ne utreba, zato ker bo ta unadva uredila vse zate. To ni naloga planetov, to ni naloga angelov na vse zadnje. Postaviti se na noge energijsko je vedno bila odgovornost človeka, njegove duše, njegove rasti, planeti in angeli in vsa ostala bitja in vse drugo, kar se energijsko dogaja, to je samo podpora, zaradi katere gre to, kar ti narediš, hitreje. To sem res mogla razložiti, zato sem vesela, sem tole posnela, ker verjamem, da dosti ljudi tega ne razume oziroma niso imeli informacije o tem. To pomeni, ti moraš frekvenčno sebe pripraviti na dosti visok nivo, zato da bo se ta dva tebe lahko podprla in vse skupaj za tebe hitrejše naredila. Ker če ti prideš zelo z aktivirano senčno stranjo, pa mogoče pesimizmom, negativizmom,
in se probaš priklopiti na planet zmage, razumete, do česa bo prišlo nasprotnost si. Tukaj ne velja pri duhovnih frekvencah, da se nasprotja privlačijo. To velja samo nekem, to pač človek si je to zmislil. A razumeš, kaj mislim, ne? Tako pol bi vam rada povedala, lahko si resno toplo priporočam, da si na naši spletni strani privoščite, zelo je pocen, spletni program, ki se imenuje Angelski kodeks za 5 področji življenja. To je bil posnet dogodek iz 10.1., katerega sem jaz potem s top močnimi sporočili, to so bila top močna sporočila, dragi moji, in še vsa sporočila še vedno veljajo in definitivno so ista navodila, kakor so bila takrat, definitivno še danes, torej konc leta priročna. Poglejte si, kaj sem takrat povedala, samo da sem tokrat ta program nadgradila in da sem dodala 12 meditacij za uspešno transformacijo. To pomeni, čisto vsaka meditacija vključuje spuščanje tistega, kar te je letos pobilo, spravilo na tla, kakorkoli že, in potem dvigovanje. Ta dvojni princip je in teh meditacij je 12, plus tega imate dodatno še spisano angelske obrede, 12 angelskih obredov, pa tako naprej za dvig energije. Tako da to bi vam toplo priporočala, da si pogledate. Hkrati sem dala potem še eno posebno ponudbo, lahko oba vzamete za bistveno cenej angelskega prijateljstva na spletu. Imate vse informacije na potovanjedusa.si. No, skratka, ampak recimo 21.12. pa definitivno hočemo iti v to smer. Hočemo iti v smer, kako lahko dvignem svojo frekvenco, kako lahko pridem do tega, da se bo lahko planet Jupiter v sodelovanju s Saturnom nalepil name in mi dal lepe stvari. Kako pa to narediti, bom pa govorila 21.12. na posebnem dogodku, Veliki pok se imenuje, in tam bom predala 12 angelskih sporočil, 12 angelov sem inicirala in spisala njihova sporočila, navodila. Tokrat sem dodala blagoslovljene angelske slike, kar angelski kodeks ni imel, zato da bojo lahko delale z vami in vi boste delali s temi slikami in vse to boste dobili najprej predavanje, potem pa vse tudi spisan. Zraven sem vam dodala pa še profesionalno posneto meditacijo Angelska garda za zaščito tebe, tvojih ljubljenih, tvojega doma, in ker so vse dobre stvari. 3 sem ti dodala še eno ful lepo darilo, darilne bone našega duhovnega ateljeja, skoraj v vrednosti 200 evrov. Tako da vse to smo vam pripravili za vas, ampak hotela sem vam povedati v bistvu, kaj prinaša ta 21.12. Res je nenavadno to, da te poravnave nismo videli krepko čez 30 let in da zdaj vse to prihaja na zimski solsticij. Zimski solsticij je pa sam po sebi, pazi to, sam po sebi zelo močen portal, kjer lahko ti iniciraš nove začetke, nove manifestacije in tako naprej. Vesela bom, če boš 21.12. skupaj z nami na spletu. Inicirali bomo močne energije, govorila bomo o tem in pripravljate bom na to, kako lahko uporabiš te pozitivne aspekte planetov in kako se lahko spravaš ven iz stvari, ki so se ti letos zgodile, zato da ti bo 2021 boljše. Ampak to moramo narediti, to ne moramo samo čakati, to ne moramo, rabimo se premakniti. In jaz ti z veseljem povem, kako se to naredi. Jaz ti bom vse povedala, sprašvali boste lahko na tem dogodku v klepetu in tako naprej. Definitivno se splača, poglej si pod 21.12. na potovanjedusa.si. Ampak to je to, ta poravnava. Tako da drugo leto bo zanimivo, bo dvojno. Tisti, ki smo uspeli letos, karkoli, kar nas je omejevalo, spustiti, transformirati, zaupati, iti na nov nivo, nas čakajo nagrade. Tisti, ki so letos popadali še v več negativizma, nizkih frekvenc, se bojo preizkušnje nadaljevale. Samo leto, ko se bo obrnilo na koledarju, to pomeni, bo aktiviralo dvojnost. Kje, na kateri točki boš? Zdaj takole je še, kakor jaz to vidim. 2020 je bilo zelo obrnjeno na ven. To pomeni, kaj politični sistemi delajo, kaj drugi ljudje delajo, kaj moji sodelavci delajo, kaj ta dela, tako naprej. Ogromno smo se učili preko tega, da smo gledali na ven. A je prav, da oni to počnejo? A je prav, da oni to govorijo? A je prav, da je tako? V bistvu si opazoval zunanji svet zaradi tega, da si lahko nekako se sprašuje o svojih osebnih vrednotah, pa tudi osebnih mejah pa željah.
Zdaj so pa leta 2021 obrnili. Zdaj, če ga gledamo energijsko, je to leto petke. Petka prinaša numerološko gledano spremembe, hitre spremembe, intenzivne spremembe, spremembe, ki se takole zgodijo, vihrave, tudi selitve, mednarodna sodelovanja, to je vse petka, ne? Zdaj pa, ampak sama petka te bo do tega pripeljala ne več z opazovanjem zunanjega, ampak z opazovanjem notranjega. To pomeni, da se bo vse skupaj obrnilo. Okay, ker štirka je zelo naravnana na sisteme, torej 2020 svet zunanji. Zdaj gremo pa na noter, ukvarjati se samo, kaj jaz hočem, kaj je moj proces, kaj je moja duša, kaj je moja energija, kdo so moji angeli, kako mi pomagajo, kako to vse skupaj gre. Navznoter se bojo rodila vprašanja, katera se bojo pol sidrala v zunanji svet. Razumete, ta krog je. Tako da zelo dober je imel prvi pa drugi krog usklajen. Tako da vse ti povem na tem dogodku, se te veselim in upam, da zdaj malo bolj jasno, kaj nas čaka ob tej čudoviti poravnavi. Pa naj bo srečna zate, naj bo srečna za vse nas. Jaz ti želim vse najlepše in hvala, ker si ogledala to vsebino. Se vidiva.